You go, girl. 300. epizoda podcastu Medij, dobrih praksah in trendih prihodnosti. Podcast, ki ga delava ne sicer od 20. oktobra, ko je bila objavljena prva epizoda 2013, ampak ne toliko dosti kasneje, Aljaž, ko sva začela skupaj delati. Mislim, da je bila glih 6. ali 7. epizoda, ko sva to začela skupaj delati. Res je, in na to sem se v bistvu moral spomniti. Spomnil sem se sveda, da nisva od začetka delala skupaj, oziroma da sem bil jaz najprej samo tehnična podpora Metinemu čaju. Ampak da je potem... Od začetka? Ker se mi zdi, da sva snemala celo v redakcijski sobi, oziroma da si snemala v redakcijski sobi Radio Kaos, ker je bil to edini prostor, ki je bil tisti hip na voljo. No, zdaj pa pač 300. epizoda, brez pretirane patetike. Kako? Ne, 300. Tako hitro odrastejo. Mislim, kaj pa zdaj? 12 let, pa še malo. Lej, ti se je poigral s statistiko. A ne? Ja, v današnjih časih se to sliši zelo kruto. Poigral si se statistiko. Ja, ampak bi mogla malo drugače formulirati. Ampak ja, dejva pejvačej, Vemo, da prva epizoda je bila objavljena 20. oktobra 2013 in prva gostja je bila doktorica Sonja Robnik, strokovnjakinja, ki se je takrat ukvarjala z različnimi oblikami in vrstami nasilja. In o tem sva klepetali v prvi epizodi. Pol pa naprej, Aljaž, koliko je bilo gostov? O tem malo povej, kakšna je ta statistika. Ja, ta statistika je silno zanimiva. Nekje vmes bova prišla tudi do tega, da bi v resnici lahko midva naredila en tak, še pomnite, tovariši, prequel LDGD-ja, pa ti bom povedal, zakaj. Okay. Ampak, epizod, kot vemo, je 300, oziroma današnja je 300. Ja. Nastopov, gost in gosti je bilo 347. Ampak eni so se ponavljali, eni so bili večkrat. Tako je. To je to. Prav, posamičnih gostov, individualnih, unikov, kot bi temu rekli SEO menedžerji, 275. Tako, se pravi, v redu. Zdaj pa, ker je eden od, mandatov, misij, poslanstev Metine liste in sploh Metinega čaja enakopravnost in enakost med spoloma. Povej mi, koliko zelo blizu 50-50 misliš, da je zastopanost spolov? Lej. Ja, to je bila tvoja, ker to je zadnjih 12 let je to resnično obremenjevalo, ne? V bistvu me ni nič obremenjevalo, ker smo od začetka zastavili, da vemo, da ne prihaja pamet sami iz enega konca, ampak iz več teh koncev in mi je in v vseh podcastih, ki jih delamo, zdelo zelo pomembno, da pogledamo na eno stran, na drugo stran, na vmesno, na vse posod. Tako da, jaz sem šla te številke malo preračunavati, tako da vem, kakšen je odgovor. Popolnoma jasno mi je in nikoli ne more biti 50-50, ampak smo pa delali na tem, da nismo samo po eni špuri vozili, to bom rekla. Ampak, a veš, ko najin prijatelj, sovoditelj in tako rekoč strokovnjak v nekem drugem podcastu, ki ima 4 črke v naslovu, reče, da ko dolgo časa ponavljaš neko vzorec oziroma neko vajo, se ti pač rezultat potem fiksira in ne glede na to, kolikrat potem naprej ga ponavljaš, je tam. Ja. No in te z veseljem obveščam, da če izpeljeva nekaj malega zanemarjanja, je v 300 epizodah Metinega čaja nastopilo 160 žensk gost, se pravi 160 gosti in 167 gostov. Tako da, takole. Smo na 49-51. Tako, zdaj pa, da za tiste oboževalce številke, ki zdaj pravi, stari, tole ne štima čist, naj povem, da je diskrepanca, to je res smešno, diskrepanca gre izključno na račun Korljana in Zorka.
Ja, ki sta bila večkrat pa tako. Ne za večkrat. Naslednja statistika namreč je število nastopov posameznih gostov. Ne? No in tukaj pride na vrsto prequel LDGD, kajti od teh dveh junakov je prvi nastopil v Metinem čaju Andraž Zorko. In sicer, ne vem točno, kjer epizoda, ampak naslov je bil Make Pose Great Again. Mislim, da ravno po šokantni zmagi Donalda Trumpa in tako dalje, ne, o kateri sva ti in jaz potem še dolgo poslušala, ker tudi mu bom rekla. Potem je hmalu nastopil še Antiša, ki je bil takrat v vlogi urednika Primorskih novic in sva imela midva glih eno sekcijo o regionalnih medijih. Potem pa ne vem, zakaj točno se je Andraž še enkrat noter oštulil. No, potem smo pa začeli mi komentirati politiko. In sta ta dva kljukca nabrala 11 oziroma 12 nastopov v Metinem čaju. 12krat sta bila? 12krat skupaj. Ne, kot par se pravi 2, 1, 2, 10 pa 11krat, ne? Oziroma 10krat sta bila kot par. Skupaj pa 11 pa 12. Ja, res. Tako da 10 imamo 10, tako. Mislim, da je ne 5krat. A veš, mi imamo 10 epizod LDGD-ja, ko to še ni bil LDGD. Okay. Vključno za tisto famozno fotko mene pod kavtrom oziroma računalnika pod kavtrom. No, v letošnji sezoni je, če čistko moške ženske, je pa, evo, klejo imam pred sabo, v Metinem čaju 12 gostov in 9 gosti. No. To je ampak sej, na dolgi rok, evo, tako, če ti je jasno, kaj delaš, pride odstotki sami od sebe. Tako, no, zdaj pa lahko ugibaš, če zanemariva LD v LDGD-ju, se pravi, brez Zorka in Korljana, kdo je največkrat nastopil kot gost oziroma gosti v Metinem čaju. Ti sicer seveda veš te številke, ker sem delil ta Excelov file s tabo, ampak dejva se delati, da ne veš. Ugibaj. Barbara Šurk, Ervin Hladnik-Milharčič, Anuška Delić. Skorej. Barbara Šurk in Anuška Delić sta pravilna odgovora, obe sta nastopili po 5krat. Potem pa ni bil Ervin Hladnik-Milharčič, ampak nek drug dopisnik iz ZDA, nažalost že pokojni Andrej Mrevle. Tudi po 5krat. Njega. Njega, ja. Tako da to, potem pa so bile še Tjaša Slokar-Kos, Boštjan Videmšek, Rok Kajzer in Katja Šeruga po 3 nastopi. Ok, cool. Ja. Dobro, to je s temi gosti, pa številkami, najbolj poslušana epizoda. To veš to je bila ti. pa tako. Ja, to vem jaz in to je... Mislim, čakaj, a dava namig, na 3, 4. Pejte po papir in svinčnik, zato da si boste zapomnili. Pa slišam, kaj je rekel v svoji ženi, pet. In ona tak šla in pa šla nazaj, rekla, tu. Sem rekel, imate svinčnik? Ja, držite papir in svinčnik v rokah? Ja. Sem rekel, no, na svet je, pejte v kurac. In to je bilo izjemna reakcija, je bila njegova taka, tiskavite, ki požre sapo in pa je rekel, kaj? Pa sem jaz rekel, ja, če niste razumeli, katere od teh 3 besed pa niste razumeli. In sem odložil telefon in nikoli več se ta gospod ne oglasil. Jaz upam, da je že doma, pa da tole posluša. Tako, res daleč najbolj poslušana epizoda v zgodovini Metinega čaja je bil epizoda med covidom s slovenskim konzulom Andrejem Šterom. Objavljena je bila 28. marca 2020. To je bilo najbolj poslušana. Na drugem mestu pa Marcel Štefančič junior v ta drugič ali tretjič, ko je bil, glavno epizoda je številka 223 in to je bilo ravno takrat, ko je bila nova oblast takrat in so se delale spremembe ene na RTV-ju. To je takrat, ko so vas... Sorry, kar povej. Občinstvo jih ni najbolj sprejelo in takrat, ko so tudi delali spremembe na Studio City. In problematizirali kolumniste in kolumniste v oddaji in tako. Ja. Tako, zdaj sem imela tak angleški understatement, ne, občinstvo ni najbolj sprejelo. Občinstvo je bilo ogorčeno. Ja, en del. En del. Ta drug pa del pa ni bil občinstvo v resnici, ne?
Ja, je, ne, če vejo, kaj se dogaja. Je občinstvo, sam jokajo ves čas, kako je. Pa na tretjem delu najbolj poslušanih epizod v 12-letni zgodovini Metinga čaja pa Sašo Hribar. 256. epizoda je bila, ko smo se pogovarjali z njim in objavljena je bila pa 16. maja 2023. To so 3 najbolj poslušane epizode, pa jim tudi dosti blizu vsaj prvima oziroma drugima 2. Sledi še kar nekaj drugih epizod. Ja, potem, kar se tiče gostov, ti moram povedati tudi, da si ti nastopila 2-krat kot gostja. Enkrat ekspedicija, pa ameriške volitve. Ne? Tako, enkrat in v eni od teh epizod te celo nisem spraševal jaz, ker tudi nisva bila ti in jaz nisem bila vedno voditelja. 2 epizodi sta, kjer midva nisva voditelja. Ne ti, ne jaz, ne skupaj. Ja. Ne, več jih je bilo. Ne. To je bilo pa več. Je bilo več? Eno je Šurk, eno je ziher Mirjam, ki je Mirjam je 2. Mirjam je delala intervju s tabo. Pa eno je pa Šurk. Pa eno, Barbara je naredila eno epizodo? Ja. Ok, mogoče se mi je ta izmuzila. Mogoče se mi je ta izmuzila. Ok, ampak evo. No, potem pa bomo to naredili za 301. epizodo Fact Check takoj potem. Ja. Ampak še zadnja številka, ker imava 300 epizod, koliko ur meniš, da sva nasnela materijala, objavila materijala, ker nasnela sem ga v bistvu še več, ne? Ker je ja, ful več. Nekaj odmeta, ja. Tle sem pa kar jaz, še preden si ti to seštel, malo naredila poračun pri sebi, ker plan je bil delati epizode, ki so tam nekje 50 minut. Zdaj pa enkrat so šla čez, enkrat so bila mogoče malo krajša, ampak jaz bi rekel, pač 300 ur oziroma nekaj manj. 298 ur, 12 minut in 42 sekund. Ja. Metinga čaja. Oziroma, če to, epizodah, ja. Tako, če to prevedemo v dneve, ne, če bi jih poslušali Metin čaj 24 ur na dan, bi ga preposlušali v 11 dnevih, 10 urah, 12 minutah in 42 sekundah. No, le. Evo. Ni to dosti. Čak malo, halo. Ful je tega. 11 dni. Čisto manj čez poletje na dopustu. To vidiš. Ampak to je samo prvo poglavje 300. epizode, ki bo imela 3 poglavje. To je prvo poglavje, ja, še 2 dela sva rekla, eden je vaše vprašanje, res hvala, ker ste nam jih poslali, bodi si preko obrazca, nekatere na Twitterju, druga ustno, in pa seveda, ker so časi takšni, Aljaž, umetna inteligenca, kaj naj sprašuje oziroma kakšne odgovore ima? Inteligenca. Doing a lot of heavy lifting here. Ne? Ampak ja, kako že, play stupid games, win stupid prizes, in mi da sva poprašala umetno inteligenco o stvarih, ki se nama zdijo, ki jih redno dobivava, ne? Tako kot na pol diskvalifikacije, pa da vidva, kaj umetna inteligenca o tem pravi. Kaj je, ne? Ja. In sicer, prvo vprašanje. Ali je podcast Metin čaj del levičarske zarote? Ta je res dobra, ker odgovor je seveda da. Ne? Seveda. Tako kot je pašteta del globoke države. V resnici gre za podcast, ki poskuša misliti svojo glavo, kar nekateri takoj označijo za zaroto. Levičarsko, desničarsko, globalistično odvisno od tega, kdo ravno tvita. No in pol naslednje vprašanje je seveda bilo povezano, ne? Kdo financira Metin čaj? In jaz ti povem, Nataša, jaz sem mislil, da naj jo financira globoka država. Vsaj to, najmanj to bi se pričakovala, tako da zato vemo, da ChatGPT še ni na ravni, zato še ni inteligenten. Ni že nek, ker je odgovoril, namreč ChatGPT je odgovoril, da naj jo financira v glavnem entuzijazem. V glavnem entuzijazem z nekaj dodatki kofeina in občasnimi razpisi. Če imate še kakšnega sponzorja, ki ne zahteva, da obožujete NLP-je ali nosite logotipe med snemanjem, naj se javi. Ok. Tretje vprašanje.
ChatGPT sprašal, oziroma smo vprašali, zakaj Metin čaj sploh nastaja. Povedal je, Ker je terapija dražja. In ker še vedno obstajajo ljudje, ki verjamejo, da so mediji vredni pogovora. Pa tudi zato, ker Nataša obožuje mikrofone. Aljaž pa rad analizira politične bizarke zjutraj ob 6:42. kaj se dogaja 6:42? Ne vem, Odkje je to? predvsem ne vem, kako ima ChatGPT dostop do mojih chatov, ampak ok. Ja. Skratka, no, 6:42, ja. bomo videli. 6:42 sem jaz mogoče pri drugi kavi. In še ne, ali držijo govorice, da se z Metino listo podajate na parlamentarne volitve? A veš, to pa večkrat upravi, ker je Metina lista, to pa en del vznemirja ves čas pred vsakimi. Pa nam tudi na listo dajejo ene ljudi in tako, da A res? A Vladimir Prebiliče? se še rodil, nekaj smo mi že delali resne stvari. Skratka, ChatGPT trdi, Da, takoj ko bodo parlamentarne volitve razpisane za četrtek ob 20. Nič in se bo program pisal v formatu 3. Glavne točke programa več medijske pismenosti, manj blefa in obvezno vsakodnevno serviranje čaja z dejstvi, ne z limono. Ful resen odgovor. jaz te Ampak imam na eto, sumu, vsaj ta da del, si ti da. dala klele en čuden, Prompt, kaj se ne. temu reče, prompt, ja. Ja. V Malo glavnem, te imam na sumu, ne. gremo na parlamentarne volitve 2026, da ne bo potem ni vedel. Že komaj čakam kakšne druge podcaste, ki bojo rekli ekskluzivno. Evo, priznali so. Ja, tako. Prav, no, zdaj pa še, Tretje poglavje, najpomembnejši del, vaše vprašanja. ki sva se jih zelo razveselila. Tako da najprej na tej točki moram reči, da hvala vsem, ki ste poslali vprašanja. Seveda, hvala vsem, ki ste z nama vseh teh 300 epizod. In saj bova na to tudi odgovorila, ne? Ampak Ja. vi ste eden glavnih razlogov in spodbud, da midva to dela. Motorji, absolutno. Začela sva, ampak dobro, to bojo spet odgovori, ker rada te stvari delava, ampak brez in nerednih odzivov, tudi kaj je dober, kaj ni dober, predlogov, koga naj gostiva, pa sploh tega, da te kdo posluša, da te kdo kdaj podsuka za rokav, sem pri vama poslušal, ali pa to je bilo fajn, ali pa kaj takšnega. To je res tisto, kar je gonilo Ja. Metinega čaja. Tako, zelo enostavno, ampak to je to. Tako da, zdaj pa začniva z vprašanji, Nataša, take it away. Ja. Hvala vsem, ki ste jih poslali, nekatera so podobna, pa jih bova malo združila, ampak najprej, seveda je vprašanje bilo tudi, katera, Aljaž, je najljubša epizoda vsakega od naju. Katera je tvoja, Aljaž? Ta je easy. Sašo Hribar. Tista mi je bila pa tako, ker sva, ne vem, tam noter je bilo vse. To je bilo pa res vse. Sašo se je odprl, on je povedal. Mislim, da pač to je bilo po tistem delu, kjer je bil on eden skupaj z Gregorjem Drnovškom in še enim članom takratnega sveta, programskega sveta RTV, ne? Ki je enostavno, ki se ni pustil, ki je bil dobesedno eden zadnjih branikov javnega medija in tam mislim, da tista epizoda ima pa res čist vse, kar ima ena podcast epizoda o medijih v sodobnem svetu lahko. Tak dober vibe je bil in daleko najljubša, ne glede na to, da so bile ene bolj poslušane, ene bolj eksplozivne, kakorkoli, ampak tako, ta. Ne, tista je absolutno ful dobra. Jaz sem šla ene parkrat čez seznam in gostov in koga sva imela in se spomnila epizod, ampak lej boga mi nisem mogla ene same zbrati, ne, zaradi tega, tako prav, nimam najljubše. Iz različnih razlogov so mi kakšne ostale v spominu, recimo, a je bil kakšen poseben gost, v tem pogledu recimo na nek način vsi posebni, ampak poseben tukaj v smislu, da je res svetovna zvezda, je bila, ko sva gostila Rachel Maddow.
in da sva prišla do nje in da si je modelka vzela čas, da je 20-25 minut takrat klepetala z nama o pač medijih. To se mi je, recimo, ena je ta, pol mi je kakšna posebna, ker je, ne vem, v pravem trenutku prav gost, to je bilo med covidom absolutna epizoda s Šterom. Pol kakšna posebna, ki se jo večkrat spomnim, je tudi, ko sva imela pred mikrofonom kakšne legende, recimo Janez Čuček ali pa Miša Molk, ki sta bila gosta. Ena, ki mi ni čisto v najbolj prijetnem spominu, je epizoda, ki sva jo delali, če se spomniš, s kolumnistom Financial Timesa Simonom Cooperjem. Dobro se spomnim. Pač itak, da je bilo kar nekaj truda potrebnega, da sva do njega prišla. Potem so pa bile ene tehnične težave in smo malo zamujali in se ni pač, ne vem, ob 10 smo bili zmenjeni, ni se 10:01 takoj začelo snemati in model zaseden, kakor je, predvidevam, mislim, zihar je bil tako kar mal nervozen, ne. Tako da nisem vedela, ali bo ti šlo čez, ali ne bo šlo čez, no, pol je šlo, ampak tako je bil kar mal ti, no. Tehnična epizoda je bila, tehnični problem je bil, da smo bili takrat še prek Skypa smo delali in se nam 3 Skype niso hoteli posinhronizirati. Kakorkoli, če sem jaz se preklopil, je on dol padel in obratno. In res 10 minut, 20 minut je imel na voljo, ti si ful časa vložila v to, da si skoordinirala to in mi smo seveda 10 minut porabili za to, da nismo kamor prišli tehnično. In smo potem na koncu rekli, da dejta vidva posnet, jaz sem pa pol pač zmontiral. Ne? In če se prav spomnim, se je pol tudi, ko se je njemu pol vse išlo, ker je moral pa leteti na letališče, se ti je pol tudi opravičil za nervozo. Ja, se je. Sej tako, cool model, jaz ga res ful rada berem in njegove kolumne so mi top. No. Ampak pač, ko govoriva zdaj najljubše, iz več razlogov so mi kakšne najljubše ali pa malo manj ljube. No. To je bila ena. Ali pa recimo tudi to, kar si na začetku omenil, ta par, s katerim delava v LDGD-ju, ne. Tudi te epizode so mi na nek način bile posebne, zaradi tega, ker so rodili nov podcast, ki je zdaj zelo uspešen. Ne. Ali pa na Metini listi smo bili recimo med prvimi, ki smo delali ta čist hardcore fact-checking, preverjanje verodostojnosti izjav ljudi, ki delujejo v javnem prostoru. In takrat sva imela pred mikrofonom Angie Drobnič-Holen, ki je tudi slovenskega porekla, pa je takrat delala pri PolitiFactu. Tako, pionirji tega tovrstnega fact-checkinga, ki je v naslednjih 10 letih ratal totalno modern in ga danes delajo vsi. Tako da, pri najljubših epizodah, mislim, res, ful jih je in v bistvu mi ful še lahko naštevala, ampak se bom tlele ustavila. Lepo. Mimogrede, tudi Reč na medu si ti posnela sama. Sva naredila pol samo vod. Ja. Kako sem egoistična. Ja, glej, pač tako je. Dobro, ena ljuba, ena malo manj ljuba. Ja, no. Je pa tudi to je treba reči, da je pač delitev dela, ne, večinoma pač ta, da imaš ti koordinacijo, logistiko in pretežen del vsebine, ne. Jaz pridodam, kar je za pridodati, pa pač produkcijsko imam pa pač večinoma potem jaz čez. Ne. Hvala Bogu. Ja. No, naslednje vprašanje, prosim. Ja, Daša nam je poslala, Daša, lepa hvala za strašno prijazen mail. Pravi, da kadar posluša podcaste, ki se ji zdijo res super in niso vezani na aktualno dogajanje okrog nas, ona razmišlja, kaj je tista epizoda Metinega čaja, s katero bi lahko ta podcast recimo promovirala naprej, se pravi, išče epizodo, ki predstavlja to, kar Metin čaj je in bi jo lahko priporočila novim poslušalcem in poslušalkam. Zdaj pa naj jo sprašuje, katera je takšna, da bi jo priporočila midva. Zdaj, to sem rekla, glede koncepta Metinega čaja, tisti, ki ga mogoče ne poznajo, je pač dosti enostaven in razmeroma podoben že od začetka, in sicer po kratkem uvodu, potem, ko se gost predstavi, sledi intervju, ki je tematsko vezan pač, ne vem, tisto, s čimer se gost ukvarja ali gostja, komuniciranje medij in na koncu vedno končava z enakim vprašanjem vsem, in to je, da z nama delijo eno zanimivost. To je, kar se koncepta tiče. Tako da, če jaz nadaljujem, ali tisto, kar si prej povedal od epizode s Hribarjem,
to je mogoče ta, ki bi jo jaz dala. Več razlogov, ker se dobro predstavi, ker se je on odprl, ker je on res pomembno ime slovenskega medijskega prostora in v bistvu se par mesecev kasneje žal je pokojni in ta je tista epizoda, ki bi jo mogoče jaz dala. Drugače pa spet čisto odvisno od tega, kdo je publika. Ker jaz recimo redko poslušam kakšen podcast, da bi čist vsako epizodo. Ampak dostikrat pogledam, kaj je tema, pa kdo je gost. Tako da recimo iz letošnje sezone, pa ker zelo veliko govoriva v podcastih o položaju pa RTV-ju, bi absolutno priporočila epizodo z Aljažem Bastičem, ki je imel vrhunsko izdelan pogled na javne medije, na RTV in tako dalje. Ne. Pa tudi Manca Košir se mi recimo zdela dobra s svojo analizo, kje je žurnalizem danes. To si dobro rekla, ne? Ker Daša je spraševala v resnici po brezčasni epizode, ne? Something that stands the test of time. Pa sem jaz vseeno najprej predlagal, oziroma taka, ki bi jo jaz rekel, da je quintessential umetni čaj, poleg seveda Hribarja, ne? Ampak a veš, Hribar je, on je ime, ne? On je kamorkoli si Saša Hribarja dal, je bila pozornost. Pa se je bil v intervjuju v časniku, a je bil na televiziji, a je bil na podcastu. Pač tam je špricano. Tisti, kjer sem bil pa jaz presenečen, kjer je, pa ne zato, ker bi ne bi od gosta pričakoval blazno veliko, ne? Ampak kjer se mi zdi, da je posebej zacvetela vsebina, ne? Je bil pa Boštjan Napotnik Napo, ko smo šli analizirati kampanjo za predsedniške volitve skozi plakate. Zdaj, to je sicer taka stvar, ki je potrošna roba, ker čez 14 dni se pač plakati niso bili več aktualni, ampak ta pristop, ne, kako lahko, kaj si lahko ti prvošaš v podcastu, kaj lahko neke podrobnosti izpostaviš, ki jih v nekem, ne vem, 10-minutnem intervjuju na televiziji ne moreš, ali pa kot gostovanju na Odmevih, ker je bila res tista epizoda imela pa res tudi čisto vse. Imela humor, imela je pogled in predvsem je postala, mislim, da je po tej epizodi je bil napon na še par koncih, kjer je počel to isto, ker so drugi, ki so naj poslušali, rekli, uglej, wow. Tako da to. Druga, absolutno Aljaž Bastič, ta je bil kar odkritje. Medijsko zelo izdelan res, pogled na različne stvari. Šolsko, res, prav šolsko. Ne. Tretje, ko smo že pri šolskih pristopih, Samo Uhan in njegov pogovor o, mislim, že naslov, veš, prihodnost je bila včeraj lepša. Ta je super, no in pa v končni fazi, jaz sem napisal v najin file vse epizode z Mojco Širok, ti se me potem popravlja, da je bila v umetnem čaju samo enkrat. Večinoma potem v evropski četrti, ne? Je pa res, da so bile potem vse evropske četrti z Mojco Širok tako dolge kot metin čaj. Ne? Ampak tudi to, ne? Veš, Mojca je super gost. Kako hočem reči, veš, en nastop v metinem čaju potem sproducira en kup enega sodelovanja posod drugod, tako da to, zdaj nisva dala glih ene same epizode, ampak recimo, da jih je 5. Nekaj je za feeling. Tako. Ok, gremo naprej. Mirjam sprašuje, katerega gosta vama je žal, da ga nikoli nista imela, oziroma katerega od starih oziroma starejših ustvarjalcev medijev pa novinarstva bi še imela. Tako da meni je ob tem vprašanju takoj pade na pamet en sam odgovor, in sicer Marko Zorko. Zanj sva bila prepozna, s podcasta sva začela 2013, Marko Zorko, legenda slovenskega novinarstva, avtor večjih zadev objavljenih na Radiu Slovenija, vrhunski pisec, kolumn, umrl je pa 2008. Tako da njega recimo bi z veseljem imela, od starejših sem pa takoj se spomnila Mita Trefalta, Ajde Kalan, Jože Hudeček, Jurij Gostinčič, Bernarda Jeklen, recimo. Kaj pa ti? Ja, Jože Hudeček idealno, čeprav je res, da sem z njim naredil intervju za šolski časopis.
ker je živel 2 ulici stran od osnovne šole Vič. Tako da izjemen, izjemen gospod. Jurij Gostiničič, absolutno. Veš, koga bi, ne? Pa tudi ne vem, ali bi se nama sploh časovno pokrili ali ne, Matjaž Tanko. Absolutno, ja. Ne? Zdaj pa mogoče bi bil vendarle počas čas, ne? Pa tle pa še nismo prepozna, Jonasa bi bilo treba počas vleči v najmanj podcast. Nismo ga še imela? Mislim, da ne. Ker se mi ni pojavil. 30 šel čez vseh 299 epizod in Jonas že manjka. Tako da, evo. Njega pa absolutno moram. Mislim, pa to je fajn, veš, kaj jih je še ful, ki jih lahko delava. Ful epizod, res je. Ful dobrih ljudi, ki znajo medije delati. Pa ki imajo na to temo kaj povedati. Naslednje vprašanje. Skratka, Andrej sprašuje, ali so objavila kakšno epizodo, za katero nama je žal, da sva jo objavila. Meni ena epizoda pade na pamet, pa mi je še danes malo nerodno pred njim. Ne zaradi tega, ker bi bil on, ne vem, zoprn, ker bi govoril kaj takšnega, kar recimo ni za v eter ali kaj podobnega, ampak spomnim se, da sva delala z Andrejem Karoljem epizodo in da smo imeli tako grozno se tehnično izšlo, ampak smo vse tisto objavili. No. Se sva jih pol urang slišala, ampak to je epizoda, ki me je še danes mečken neroden, kadar govorim z Andrejem. A si prepričana, da je bila to? Ker si ni zaslužil tega. Ne se vidi, da je on, a ne? Ne vem, ker z Andrejem smo snimali, vsi trije smo bili v tam majhnem studiu gor na Kaosu, vroče je bilo kot pes, ampak smo bili v živo skupaj. Tam mislim, da ni bilo blaznih težav. Je pa, veš, kjera pa je bila taka? Kjera? Z Ženjo Lejler, ki si bila pa ti na Skypu. A sem mogoče? Je. Ker je bila Ženja Lejler, bila takrat direktorica direktorata za medije. Ti si bila na Skypu, ki si bila ne vem kje. In se mi je zgodil, pač zvočni mojstri bodo vedeli, mix minus, oziroma sem dobil in sta se signala cancelala. Skratka, tebe se ni slišal, oziroma se ni slišal. In je potem, in sva to pol vseeno objavila, in se je potem Jože Barjanski se je javil in je popravil, kakor se je dal epizodo, ker v bistvu tam, ker sem jaz že dvignil roke, sem rekel, pač je, kar je. Sem se naučil, ne, da pač se še vedno da še kaj popraviti. In je bilo to mislim, da za Andreja ne vem, mogoče, ampak prženje je bilo pa dejansko to. No, tako, v bistvu mi je tako malo žal, čeprav dostikrat ni šlo drugačno, ker pač večinoma snemava nadaljavo, mogoče sta 2 epizodi na leto, ki jo posnaviva tako, da sva v istem prostoru in to s sabo prinese milijon enih potežkoč. No. Tako da meni tega bilo vedno malo tehničen delček. To je res. Ja. Ampak jaz pa nisem tehnično tako gledal, ker jaz pa priznam, veš, jaz pa te stvari potisnem v podzavest, ne, ker OMG, kaj vse smo počeli, da o neprespanih nočeh ne govorim, ne, ko smo kaj rešvali. Ne, to ni sploh bila kritika tepa ali česarkoli, ampak vedno včasih je pač, nisem tebe. Enostavno, sej nisem te razumel kot kritiko sebe, je pa pač dejstvo, da stvari niso bile vedno optimalne, ne, pač se učimo, ampak epizoda, ki sem vsebinsko imel, recimo, mi je bilo, tudi če ne bi bilo, ne, je bila pa epizoda z 151, medijski menedžer 2018, pa ne zato, ker je bil, zabil sem te Gregor, kako se piše, ne zaradi tega je bil medijski menedžer, ampak zato, ker se mi je zdelo, da smo tam noter govorili o radiju, kot ga jaz ne prebavljam. Kot a veš, pač jaz imam z stvarmi, kot so rock radio, ki je, ali pa to, jaz imam s tem konceptualen problem. Muzika je super, fino, fajn, ampak prav tist, ki vidiš, da je narejen za to, da pritiska na emocionalne gumbe,
ki je narejen izključno sam. Sej, razumem, star sem, betežen in ampak sej imaš zdaj te satelitske, pač hočeš jazz iz, 60 klik, pa imaš jazz iz 60. Ni problem v tem, da je radio tematski, problem je v tem, da je pač ta koncept, da je več to del, enostavno tako mal, meni je to pač mal odiozno, da je narejen kjerkoli produkt samo v bistvu ne zato, da zapolnjuje tvojo neko emocionalno ali pa intelektualno potrebo, ampak da je v bistvu... Da ljudem, kar hočejo. Ne, da je v bistvu tam zato, da bojo oni, ne vem, da ti več kupaš, da ti pač enostavno več, da si večji potrošač. No. Tako, a veš, kaj greš v trgovino, pa eksperimentirajo z vonjavami, ki naj bi sprožale tvoje, ne vem, your basest of instincts, pa tako dalje. No. Ni slaba epizoda vsebinsko, ampak tako v smislu, a smo res v tem svetu. Ne? Ok, naslednje vprašanje. Alenka sprašujem, 12 let rednega načrtovanja, snemanja, montiranja, objavljanja in promoviranja podcastov je ogromen vložek časa in energije, ki je bil vsaj za Aljaža brez plačila. Čigava podpora vama je to omogočila in od kod motivacija? Izvoli najprej Aljaž. Ja, no, ne samo za Aljaža, ker sva oba v tem poslu, ZOS-u, odvisna situacija, ampak v prvi vrsti podpora poslušalk in poslušalcev. Sem ter tja seveda pade tudi kakšen razpis ali pa kakšna tematska, da ne rečem plačana epizoda, ampak od 300 tih je bila taka, 10, mogoče, 15, če smo zelo odkriti. Ja. Ampak ne, večinoma midva to pač delava zaradi vaše podpore, z vašo podporo in tudi vaših konstruktivnih kritik in pohvali. Seveda pa je pri vsem tem nujna in sta izjemno pomembni tudi pač podpora in razumevanje bližnjih. Odkot motivacija? Motivacija pač... zdaj si ti še. No, mislim, da kle se pa skupaj strinjava, ker sva že rekla. A veš, ko greš po ulici, pa ti kolegi, ki delajo v večjih ali pa bolj etabliranih, če hočeš, medijih ali pa iz branže, ki ti sami od sebe rečejo, sem slišal pri vama zadnjič. Ne. Ali pa, ko prideš na idejo za gosta, to je zdaj CF Napo, ali pa neko temo in se pol ta stvar pojavi tudi v drugih medijih in se rečeš, evo, nekaj smo pa vsem pridodali k medijske krajini, ne? No, pa to, da res ne delaš tja v 3 dni, pa veš, da takrat pa zares veš, ne, ko te pa STA prvič povzame. Ti se pa res dober. Kar se moje motivacije tiče, Metine liste štart ni bil, dajmo nekaj odprt, pa narediti produkte, da bomo lahko to kšeftali. Tako da to ni bila Metina lista nikoli. Tudi Metin čaj nikoli. Mene je zanimalo delati dobre vsebine, pogovarjati se s pametnimi ljudmi in pri tem biti brez omejitev v smislu, koga lahko, koliko dolgo naj bo kaj in kdaj lahko kaj objavim. In to je svoboda, ki mi jo omogoča tako Metina lista, kot ustvarjanje podcastov, kakršen je tudi Metin čaj. Tako da prvi vzgib, absolutno to, kar sem naštela, financiranje Metine liste, to je glavna motivacija, da to še vedno delam. Ne? Financiranje Metine liste in podpora je pa donacije in podpora našega poslušalstva, občasno razpisi, občasno kakšen sponzor, pa najmanj še eno osebo morava tukaj dati, ki je bila vsaj za Aljaža, pa tudi Natašo, pa tudi za tehničnega direktorja Metine liste, Miška Kranca, večinoma in v glavnem na prostovoljni bazi. Ker to, da podcasti laufajo, da je dovolj prostora zakupljenega, da stvari na spletu stojijo in da laufajo v podcast aplikacijah, je še tretja oseba tukaj, je zraven od ne točke 1, ampak že par mesecev preden se vse skupaj sploh lahko začelo. Tako da upam, da sva zadovoljivo odgovorila. Tako, Miško, kapo dol, evo, res. Ja. Matej pa sprašuje,
A je kakšna epizoda, ki naju je po rezultatu, odmevu in tako dalje razočarala? Razočaralo sebinsko ne, sva pa po mojem sva ga že omenila. Marcel Štefančič junior, ko je bil prvič v gost Metinega čaja, to je bila številka 160 in včasih si pri kakšnih misliš, ko so toliko znani in vse, da to bo pa gotov, ne vem, imaš neke številke ali pa neke meje postavljene, kjer se ti zdi ali pa ugibaš, kje bi se lahko končali, pa se ni, ne. Imaš počasih, veš, tudi kakšne epizode, ko se pogovarjava in tudi Metin čaj delava, tudi zaradi tega, da pred mikrofon vabiva ljudi, ki pač imajo kaj zapovedati, pa niso nujno, ne vem, celebrities takšne ali drugačne sorte, ne. Pa imaš kakšnega, ki ga splošno javnost gotovo ne pozna, recimo en tak primer je bil, če se spomniš, izvrsten biolog Jernej Polajnar, on je sicer administrator slovenske Wikipedije, tam naj je pa čisto presenetilo, koliko zelo poslušana je bila tista epizoda, ne. Pa veš, pa je on tudi, seveda, dober in vse, ampak vse si misliš, ne. Pa tudi, mislim, ker se tiče epizode, ki je bila razočaranje po dometu, absolutno isti odgovor, Marcel številka 1, ne. Tam mislim, da je bil, kar se mene tiče, taka na lastni koži izkusil mehurček, ne. Ker, veš, ker kamorkoli Marcel pride, ne, kjerkoli da, jaz tisto preberem in sem rekel, valjda mora biti to tudi za druge zanimivo, ne. Pa včasih je tako, včasih pride, pa je drugega zanimivo, pa mogoče, ne vem, pa malo druga pravila tudi so na spletu ali pa v neklasičnih medijih. Pričemer seveda, to ni, da ni bila poslušana epizoda, je bila, ne. Ampak midva sem mislila, da bo to boom, ne, je bil pa tam nekje povprečno, ne, tako da absolutno. Pa veš, kjer je bila pa tudi v drugo smer, ne, presenetljivo uspešna epizoda o polresnicah in lažeh o mleku. Tista je bila pa luštna. Ta je bila pa ta. Tisto smo se dobro pripravljeno zbrali skupaj z gostom tistih 10 mitov, laži, neresnic in je lepo tamanil. In to je v bistvu tudi, zakaj delamo tudi podcast Metin čaj, pa vse znotraj Metine liste. Pač eni, ne vem, s svojimi epizodami delajo škodo, mi hočemo s svojimi epizodami, ne vem, odpirati obzorja, delati dobro in to je pot, za katero smo se odločili. Tako je. Anonimni sprašuje, domnevam, da gre za pripadnika moškega spola. A je kakšna trivija, ki jo gostje povejo na koncu, ki vam je ostala še posebej v spominu? In seveda je odgovor ja. V en glas, V en glas, ne? Enak, obak. Mislim, da je zato tudi vprašal, ne, anonimno, ker je tudi vedel, kaj bova odgovorila. To je pač Andrej Šter in njegov bom jaz, no, ker ne boš ti. Posnetek. Njegov pejt v kurac, nekaj je res stavil, pa tam pa nisem vedel, a bomo to ven rezali, ali ne, mislim, da sem te še vprašal, a to pustimo not, pa si rekla, valjda, ne. Valjda, ne, no, po tistem so ga tudi hoteli malo reinkarnirati točno s temi zgodbami v različnih medijih, ne, ampak težko prvič rečeš. Tudi vprašanje, če bi si gospod to upal reči, ko bi šel na ta velik medij ali pa v tradicionalne medije, kjer je vseeno malo bolj, ne vem, formalno, malo bolj guarded komunikacija. Ampak tisti je bilo, drugače se jaz tega dela Metinega čaja vedno znova razveselim, no. Razen takrat, ko ti gostje rečejo, da so se pozabili pripraviti. Pa ne, mislim, se zgodi, da jaz mogoče pozabim poslati, ampak včasih gostje pozabijo, ampak ne. Pač se zgodi. Ampak jih je v teh 299 epizodah, jih je ful res luštnih zanimivosti nabrati. Ampak čakaj, ker so že pri zanimivostih, Polonca Štritov je tudi sprašvala pa na Facebooku, ravno okoli tega, ne? A te jezi, da je pri vseh teh pač po 300 epizodah, da se še vedno najde gost, ki pozabi na to? Ne, mislim, ne morem reči, da me jezi, ker v glavnem se mi zdi, da se pol tudi vsi, ali pa tisti, ki so mogoče pozabili, so se kar dobro znali zvleči v smislu, da so se spomnili česa ali pa delili kakšno zanimivost. No. Tako da, ne, mislim, ne morem reči, da me jezi. Ne. Dobila sva tudi eno vprašanje po Instagramu,
pa ne Povej. smem povedati, kdo je bil. Ampak kako ocenjujeva tehnično pripravljenost najnih gostov? Pa mislim, da zdaj moram background povedati, zato ker ta oseba vnaprej ve, kakšen je odgovor, pa je to malo provokacija in zdaj pač, ne, skratka. No, ti imaš tehničen del čez, lej. Ja, tako ne. Kovačeva kobila je vedno bosa. Ja, to je ena stvar, kar drži, ja. Ja. Največ težav so vedno imela z ljudmi, z gosti iz firm, ki bi morali biti to pošlihtan. Ker si rečeš, pa ne bomo zdaj o imenih, ne? Ampak tam, ko si rečeš, ne vem, bo neki, tam se vedno nekaj da in vedno je v redu na koncu. Pa tudi, če snimam sam skozi telefon. Tam, ko imajo pa studije, pa tehnike, pa Skype, pa gluhe sobe, pa ne vem kva, tam pa kolikrat smo že dobili, a veš, ko posebej rečeš, snemamo tako, da vsak snema zase, da imamo vsak sebe sam lokalno snemamo. Pa dobiš pa celoten posnetek vseh vseh 3 ali pa 4 nas, ne, pri čemer je gost, ki je bil tam sneman, je dobra kvaliteta, mi vsi ostali smo pa tako, kot bi se govorili čez telefon iz leta 1920, ampak ker se prepletamo en čez drugega, ne, ker si skačemo v besedo, je pol to ful težko zmontirati in tako dalje. In si rečeš, pa dobro, nimate pri vseh vaših milijonih, a ne znate tako sfiltrirati oziroma tiste kanale odpreti, da sam enega človeka snemaš, ne. Mogoče pa sabotaža za nalašč, ali ja. A ja, to misliš, da reče, ja, kva se bo z njimi ukvarjal, ne Ne, boš. bom jaz zdaj tam, kar naj montira. To vidiš, Ne, zarota, je zarota. Ena stvar, ki mislim, da tudi je en vzorc, je, da starejši kot so gostje, mogoče malo manj zverzirani so, ali pa ima pač malo več vprašanj in priprave potrebnih pred samim snemanjem, no. To se mi zdi, da tudi. Tudi tehnično, ne. Ja, tehnično, ja, seveda. Ker imamo že AMA epizodo, pa tega sicer ni noben vprašal, ne, ampak mislim, da sva in Mišo Molk in Zvezdano Mlakar 2-krat snemala, ne. Pri Miši se spomnim, ja, da so bili problemi. Zvezdana je bila tudi problem. Zvezdana je bila problem, zato ker pa ona ni posnela. Ne, in pa smo imeli, pa smo 2-krat to delali. Miša pa, ne vem, kva je bilo na koncu, ne, mogoče nismo 2-krat snemali, ampak smo se predstavljali, zato ker sem bil že na tem, da jaz nekomu v Ljubljani rečem, da je en snemalnik nese, pa se je ona zmenila ipak na nacionalki. Tudi je bila, ne, ja. Ja, tako da, no, se sposobili tam prej opisane potežkoče, ampak v redu. Lej. Vse živo se zgodi, ne. Sploh pa, kadar snemaš nadaljavo in jaz bi recimo, če bi večkrat bila v živo, včasih je težko nadaljavo, ker pač gledaš v prazni sobi, gledaš v neko lučko sred kompjuterja in si moraš predstavljati človeka na drugi strani in vse te emocije in poskušati loviti, kdaj uleteti v pogovor. Pač, če delaš v živo v istem prostoru, vedno znova ugotovimo, koliko je to bolj, pogoji pa so kakršni so in to v, ne vem, 90% v najinem primeru ali pa še v višjem odstotku pač ni možno. Lej. To je. Lej. Bomo ta odstotek spremenili v bodoče, pa bo boljše. Božičkova želja za Božič. Tako. Evo, že zdaj. Zadnje vprašanje. Maja sprašuje, če sva odvedno cat people, ti in jaz. Jaz sem rada živali, enih se bojim. Kateri? Ja, ne, mislim, bojim. Pač ne bi glih imela doma kač pa pajkov, recimo, no. Čakaj, v pajkih smo imeli epizodo? Ja, lej, seveda, je bila tudi dobra. Epizodo, ja. Epizodo, o mačkih pa še ne. Imela sva, zelo dobra epizoda je bila za Vetiščin Horjul. Tista je bila super, ampak to je bilo splošno. Mačke, za mačke rabva enega gosta ali pa gostjo. Ja. To v redu. To je naslednja, super ideja. Skratka, jaz, ja, že v otroštvu, mladosti smo imeli mačke in potem ves čas z občasnimi periodami brez, ampak ja, pri meni lahko delajo karčijo, kadar čijo,
kokrčijo, kirčijo biti in totalno in super živali so. No, pa sej so vendar muce, se pač to, Ja. mislim, kaj njih Glej, briga, mislim, ti imaš lahko svoje, Granica živali. tako, Pa ti saj imaš to lahko so svoje levčki mnenje. v- To so levčki, ampak malo manjši. Pač. Tako, also, rekle, zmenjeni smo bili, da bo zajtrk ob 7, ne 7:02, ne. Mucki, ne. Ja, jaz pa očitno sem bil tudi cat person, ne, samo nisem vedel. A sva In do konca tako- prišla, Aljaž? In tako mislim, da sva midva prišla do konca, do Okej. 300. epizode Metinega čaja. Naslednjih 300 bo kaj, se pravi leta 2037? Kar daleč stran. Jaz bi za konec samo to rekla, da čez poletje za naročnike, mimogrede prenovila sva naročniški smo, ker je Miško imel tudi prste zraven, smo naročniški sistem na Metini listi. In za naročnike sva rekla, da pride posebna bonus, ekskluziv epizoda, sažetek zanimivosti iz Metinega čaja letos, ne? Ja, v letošnji epizodi, v sezoni. letošnji sezoni, tako. Kar se distribucije tiče, bo treba še mečken, vas bova prosila, da ste mečken potrpežljivi in bo distribucija zaenkrat preko spletne strani. Ampak vsekakor bo dostavljena in ko bomo naročniški model naredili tudi do te mere, da bojo lahko boste naročniki lahko imeli in imele privatne feede, jih bomo poslali tudi tja noter. Ampak da ne zavlačujemo preveč, ker idej je ful, materiala pa tudi. Je pa naj pošljejo, naj pošljejo čez poletje kakšne ideje, kaj in kako 13. sezono, ker konec avgusta nadaljujemo, ne? Tako, konec avgusta pride sezona številka 13 z epizodo 302, 303, Recimo. nekaj od tega, tam nekje. Pač 300 plus, ne, drugače Tako. pa res. Ful hvala vsem, ki ste z nama, ki naj jo poslušate bodisi redno občasno, ali pa se oglasite tudi, ko vas zbode ali kaj, kar poveva, ali pa vas bode kakšen gost v dobrem ali pa slabem. Hvala za vprašanja, za pohvale, tudi za kritike, pa za potrpežljivost, tudi kadar se je slišalo, recimo, kadar snemamo v eni škatli za čevlje. Midva sva res vesela, da Metin čaj spremlja skupnost, ki posluša z odprtimi ušesi, ki vpraša, ko kaj ni jasno in pove tudi, kadar kaj ni ok. Aljaž, to je bilo tudi v analizi, ki smo jo delali spomladi, je bilo, da Metin čaj rabi en mal brce. Ampak to je tisto, kar naj v bistvu tudi drži po konci in žene naprej. Nova sezona se pravi konec avgusta. Na info@metinalista.si, če imate kakšne predloge, kaj in kako. Drugače pa, Aljaž, hvala. Ja, hvala tudi tebi in seveda vam, kot si rekla, z predlogi na plan. info@metinalista.si je najin email. afna.dc43, afna.pengovski oziroma ustreznice na Blue Skyju in Mastodonu. Naročite se lahko na osnovni ali premium paket podpore Metine liste, oziroma kot sva midva temu rekla, lahko ste stric oziroma teta iz ozadja ali pa članica Vlade narodne enotnosti. Lahko se naročite tudi samo na newsletter. Cel kup opcij imamo za to, da vas zabavamo tudi čez poletje. Vsekakor pa vam želiva ne premrzlo morje, ne preveč dežja in pa čim bolj mrzlo pivo oziroma s čimerkoli se boste pač osveževali v teh toplih mesecih. Ko se že reče, kmalu. ja, peace, ljubav, Bog.